Iz svetega evangelija po Luku. Tisto uro je pristopilo nekaj farizejev in so mu rekli: odidi in pojdi od tod, kajti Herod te hoče umoriti. Rekel jim je: pojdite in recite temu lisjaku: glej, izganjam demone in ozdravljam še danes in jutri, in tretji dan bom dosegel cilj. Vendar moram danes, jutri in pojutrišnjem nadaljevati pot, ker ni možno, da bi prerok umrl zunaj Jeruzalema. Jeruzalem, Jeruzalem, ki moriš preroke in kamnaš tiste, ki so poslani k tebi. Kolikokrat sem hotel zbrati tvoje otroke, kakor koklja svoja piščeta pod peruti, pa niste hoteli. Glejte, vaša hiša je zapuščena. In povem vam, ne boste me videli, dokler ne porečete: blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. Ta pretresljiv dogodek se je zgodil na poti, ko je Kristus pred svojo zadnjo veliko nočjo prepotoval vso pot od Galileje pa vse do Jeruzalema. In na tem mestu, s tem čudovitim pogledom na sveto mesto Jeruzalem, se je vsa krščanska tradicija spominjala tega dogodka, ko je Gospod še zadnjič videl svoje mesto in jokal nad njim. Sam kraj, sama cerkev, ki je pomenljivo zgrajena v obliki kaplje, v obliki solze, se imenuje po latinsko Dominus flevit, Gospod je jokal. Ta, ki v knjigi Razodetja pravi, da bo sam obrisal vse solze z naših oči, je za nas jokal in potočil solze. In prav ta, ki je za nas tukaj jokal, bo otrl vsako solzo z naših oči. Ta pomenljiv dogodek meni najbolje spregovori prav v luči stare krščanske meniške tradicije. Že puščavski očetje od prvih stoletij krščanstva so imeli dar solza za prav poseben dar. Največje bližine z Bogom. Največja bližina tudi v naših odnosih ni takrat, ko je vse sijoče, ko je vse fajn, ko je vse super, ko je tudi Bog nekako na dosegu roke, ko ga vidimo, ko se dogajajo čudeži. Stare menihi nas učijo, da je prav pot skrušenosti, prav pot, ko gremo vase, ko si upamo videti sebe takšni, kot smo, pred Gospodom, da je prav ta pot tista, ki nas vodi do največje bližine z Gospodom. In zato Gospod joka. Zato Gospod Jezus na ta način pokaže vso tisto sočutje, ki ga ima do svojega naroda. V ozadju slišimo, kako mu Jezin vabi k popoldanski molitvi. Tudi judovskega templja ni več v tem mestu. Le peščica kristjanov se spominja Kristusa in verjetno lahko rečemo, da bi Gospod še dan danes tukaj potočil kakšno solzo. Verjetno tudi zaradi nas kristjanov, ki ga ne znamo in včasih nočemo sprejeti. Naj bo ta postni čas res priložnost za vse nas, da bi pred Gospoda prišli takšni, kot smo, da bi prosili za ta dar skrušenosti, za dar solza, kajti tam, kjer nas najbolj boli, kjer smo včasih najbolj razočarani, kjer dobimo včasih kakšen nož v hrbet, kjer smo prevarani, od najbližjih izdani, prav tam je pot, da Gospod obriše vse naše solze, da tudi, kjer smo sami nemočni, z vso našo grešnostjo, prosimo za ta dar skrušenosti, za tisto srce, o katerem je pel že David v svojem 50. psalmu in ki so ga stoletja prepevali v templju. Gospod, čisto srce mi ustvari. Skrušenost naj rodi bližino. Skrušenost naj prepozna Gospodovo daritev, ki jo bo izvršil v Jeruzalemu, da je ne bi opravil za manj, ampak da bi
zgradil tisto novo zavezo, tisti novi odnos med Bogom in človekom, ki je odnos zaupanja, ki je odnos iskrenosti, ki je odnos priznanja realnosti, ki pa se čuti objeta v Gospodovem usmiljenju. In res želim, da bi nam Gospod Jezus ta postni čas namenil to skrušeno srce, da bi nas lahko obiskal.